Gospe in gospodje, lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnji konferenci Begunci in migranti so med nami, nove dimenzije evropskega sožitja. Kot vemo, skoraj 500 milijona ljudi, eni na begu za življenje, drugi v iskanju boljših življenjskih pogojev, je od lanskega oktobra pa vse do letošnjega februarja prečkalo Slovenijo. Podoba Šentilja, kjer smo danes, je bila na vrhuncu migrantskega vala precej drugačna, kot je tista, ki jo vidimo danes. Uradno balkanske migrantske poti danes ni več, so pa begunci in migranti med nami in kot bomo slišali v nadaljevanju, prihajajo novi in novi, tisti, ki so med nami, pa se srečujejo s številnimi izzivi. Preden pa se posvetimo tej kompleksni temi, pa k besedi vabim vodjo informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, ki tudi pripravlja današnji dogodek, magistra Klemna Žumra. Spoštovana evropska poslanka Tanja Fajon, spoštovani magister Štefan Žvab, župan občine Šentilj, spoštovani Boštjan Šefic, državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije, in dr. Stanka Lunder-Verlič z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, spoštovani predstavnik Združenih narodov, Agencije Združenih narodov za begunce v Sloveniji, dr. William Edžalu, spoštovani predstavniki humanitarnih organizacij Caritas, Rdeči križ, Adra, ki ste delovali tudi tukaj v Šentilju, spoštovani predstavniki slovenske policije in vojske, tudi vojaški vikar Matej Jakopič, spoštovani strokovnjaki, predstavniki civilne družbe in medijev, welcome refugees from Pakistan, ahlan, las ahlan. Welcome spoštovani vsi zbrani, dobrodošli na naši konferenci, ki je osrednja konferenca Evropskega parlamenta v Sloveniji na temo begunsko-migrantske krize. Pred natanko letom dni smo na regionalnem forumu za debato Evropskega parlamenta na Jesenicah še pred velikim valom beguncev, migrantov skozi Slovenijo ugotavljali, da je Evropa na zelo resni preizkušnji in je do tedaj naredila premalo, kar je izpostavila evropska poslanka Tanja Fajon, ki je tudi poudarila, da je ključno sprejemanje pametne integracijske politike in dialoga z begunci, ki lahko predstavljajo priložnost, ki jo moramo izkoristiti. Takrat smo tudi pozvali, da se v Sloveniji in EU dogovorimo, koliko beguncev bomo sprejeli, kje bodo živeli in kako jih bomo sprejeli. Leto dni kasneje je več kot 1 milijon beguncev migrantov prišlo v EU, od tega jih je okrog 400 000 prečkalo tudi Slovenijo, prav tukaj v Šentilju. Evropa se je soočila z velikim valom pribežnikov naenkrat, zgodili so se tudi krvavi teroristični napadi v Parizu in Bruslju, zadnji celo v neposredni bližini pisarne evropskih poslancev. Kvote so bile med državami EU načeloma dogovorjene. Slovenija se je odločila, da sprejme 587 oseb, po kontroverznem dogovoru EU s Turčijo, ki je vendarle zaustavil migracijske tokove čez Egejsko morje, pa smo danes priča preusmeritvi begunskih poti čez Mediteransko morje v Italijo, po poti, ki je, kot kaže, morda še bolj nevarna. Leta 2015 je EU doseglo torej 1 milijon beguncev in migrantov, okoli 4 tisoč jih je na poti umrlo. Letos jih je v EU prispelo 220 000, skoraj 3 tisoč mrtvih in pogrešanih. Evropejci so se razdelili na nekakšne podpornike in nasprotnike migrantov. Države so medtem nesorazmerno obremenjene z bremenom begunske krize. Danes enotne politike o EU o migracijah še ni. Kaže se tudi šibkost odločevalskega procesa 28 držav EU, to vprašanje pa posredno ogroža celo obstoj EU, kot jo poznamo, in je tudi ena bistvenih tem v debati o izstopu Velike Britanije iz EU, o čemer bo referendum čez manj kot teden dni. Evropski parlament je lansko jesen potrdil predlog o dodatnih 401,3 milijona evrov evropskih sredstev za pomoč članicam EU, ki so nosile največje breme begunske krize. Tretjim državam, kjer je največ beguncev iz Sirije, in 3 evropskim agencijam, katerih naloge so povezane s pomočjo beguncev. Del tega denarja je prejela tudi Slovenija. Odbor Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, katerega članica je tudi evropska poslanka iz Slovenije Tanja Fajon, je podprl možnost Evropske mejne in obalne straže, da posreduje na zunanjih mejah EU, tudi takrat, ko je za to ne bodo zaprosile prizadete države članice,
in potrdil nova pravila, ki bodo olajšala vračanje nezakonitih priseljencev v njihove domače države in potencialno v tako imenovane varne države. O vsem tem bomo slišali več danes. Begunska kriza je vzrok tudi nekaterih resnih političnih kriz v Evropi. Pojavlja se vzpon ekstremnih političnih strank, EU politika integracije, ki postaja ključna za kvalitetno vključevanje beguncev, pa ostaja bolj na nivoju priporočil. Med več preizkušenimi modeli integracije se pri večini pojavljajo določene težave. Ponekod v EU prihaja celo do nastanka paralelnih družb, življenja na robu, prihaja do kulturnih in verskih razlik, tudi v razumevanju sekularizma in pravic žensk. Predvsem pa je pomembno, da je integracija dvosmerna pot. Tako gostitelj kot gost si jo morata želeti. Kako priti do sožitja na tem področju? Vsekakor je izzivov veliko in jasno je, da jih nobena od držav EU, niti Slovenija, ne more reševati sama. Zato smo danes brali eksperte in politike, ki so doživeli in razumejo begunsko-migrantsko krizo tako na lokalnem, nacionalnem in evropskem nivoju. Vesel sem, da smo po prijaznem sodelovanju z županom danes prav tukaj v Šentilju, kjer ste se jeseni 2015 in spomladi 2016 znašli v izredno zahtevnem obdobju humanitarne pomoči migrantom, beguncem, ki so preko Slovenije potovali v obljubljeno Evropo. Vse prisotne vabim, da se vključite v današnjo debato, delite svoje mnenja, izkušnje in pričakovanja v zvezi s prihodnjo družbeno podobo Evrope. Hvala vsem, želim vam uspešno in plodno debato. Hvala lepa. Torej, na prvem panelu bomo govorili o temi na begu pred nemiri in revščino, stanje, izzivi in rešitve. Z menoj bodo tukaj spredaj razpravljali evropska poslanka Tanja Fajon, Boštjan Šefic, državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve, magister Štefan Žvab, župan občine Šentilj, dr. Klemen Grošelj, obramboslovec in strokovnjak za varnostna vprašanja, Jure Poglajen, zobozdravnik, humanitarni delavec, tudi delova osebnost leta, ker je svoj dopust spremenil v pomoč beguncem v okviru društva Adra Slovenija. Z nami pa je tudi Darko Bračun, generalni tajnik Nadškofijske Karitas Maribor. Vsem razpravljalcem prvega panela že vnaprej najlepša hvala. Moram pa povedati, da je z nami želel biti tudi predstavnik Mariborskega Rdečega križa, pa so ga žal danes zadržale druge obveznosti. Torej, v prvem delu bomo govorili o stanju, izzivih, rešitvah, ko gre za problematiko beguncev in migrantov, tako danes kot kaj se nam na tem področju obeta v prihodnje. Pa si za iztočnico poglejmo kratek prispevek, nastal je iz materiala internega kanala Evropskega parlamenta. Prosim. Started our war, everybody know now in Syria you can't live. You have Daesh, you have Al-Nusra, you have many. Le Parlement européen a appelé les États membres à faire preuve de plus de solidarité. Les eurodéputés ont soutenu le projet de relocalisation de 120 000 demandeurs d'asile séjournant principalement en Italie et en Grèce vers d'autres États membres de l'Union. Everyone and every government you have to put in your heart. That's kids and that's women like your kids. Het herverdelen van vluchtelingen is slechts één onderdeel van een Europese agenda op migratie. En als we niks doen, als we geen vooruitgang kunnen maken op alle andere onderdelen, efficiënt terugkeerbeleid, betere afspraken met derde landen, aanpakken van mensensmokkelaars, aanpakken van de onderliggende oorzaken van de onrust. Als we op die punten geen voortgang kunnen maken, dan kunnen wij het hier in deze zaal nog heel lang hebben over het herverdelen van vluchtelingen. Maar dan hebben we aan de oorspronkelijke oorzaken te weinig gedaan. That
refugees crisis is a reality, and none can pretend that it does not concern us all. So if we would create an impression that just come because we are ready to accept everybody, that would be a moral failure, because this is not the case. So the moral human thing is to make clear, please don't come. Why you have to go from Turkey to Europe? Turkey is a safe country. Stay there. People are no longer dying in the Aegean, but look at the southern Mediterranean. People are dying, drowning in the sea, so our work is far from over. Africa, for demographic reasons, for economic reasons, for inequalities, for climate change reasons, is going to continue to be a major continent when it comes to movement of people. To say today, oh, we have the solution for our problems, we're going to simply duplicate the deal with Turkey and we're going to roll it out to all the other countries, sorry, that is not the way forward, I think, in the future. It's simply saying, okay, we give you money and you keep the refugees. Wenn man sich bewusst macht, dass bis zum Jahr 2050 die Bevölkerungszahl von Afrika sich verdoppeln kann, dann ist das eines der Megathemen unserer Zeit, worauf Europa Antworten geben muss. Nekaj istočnic, pa prosim sogovornike, da se mi kar pridružijo. Preden pa se mi dejansko posvetimo debati, pa je med nami še en prav poseben gost, ki bo sedaj nagovoril zbrane. Z nami je namreč dr. William Edžalu, predstavnik Agencije Združenih narodov za begunce v Sloveniji. Prosila ga bom, da na kratko oriše, kako situacijo s to problematiko pri nas, pa morda tudi v nekoliko širšem kontekstu, na kratko oriše. Izvolite. Thank you very much for the invitation, Mr. State Secretary, invited guests. I'm happy to see the rich list of invited guests, and we've worked very well with the Mr. State Secretary during the migration period and on crisis. Just a few words that I would like to talk about. Now, we visited Shentil, the former facility, but we should look back and remember that as the assessments are, if we have a second wave, a third wave, or a fourth wave of the arrivals, are we ready? Because last year and this year was a good experience, good coordination, very good work of involving the civil protection, who are not known to be working with migrants. So it's very important to have it on mind that to be ready, to be able to provide support. As we know, people decide to leave their homes, not because they want to leave their homes, because they are forced to flee. For whatever reason, for various reasons, they are forced to flee. So it's very important as we discuss today, we congratulate ourselves for a job well done to be ready to provide the same assistance whenever such an event happens, in coordination with the government, civil society, and international organization. Second point that I would like to talk about is about integration. We've had integration as a two-way process. Some people say it's a three-way process. Other people say it's a four-way process. Different dimensions are there. But I would like to share with you two stories. In 1971, Idi Amin took over through a coup d'etat in Uganda. Many people were forced to flee to Tanzania. The Tanzanian government, under the leadership of the late Julius Nyerere, is not known to be a rich government. But what they did was to provide the people the same opportunities, the same possibilities like the citizens. The Ugandans who got to Tanzania were able to get employment, were able to go to school on the same conditions as the citizens.
Some of those people went back to Uganda and helped in the development of Uganda. One of them was my late dad, Atakere Jalu, who even ended up being a minister and also foreign minister of Uganda. This is to remind you that refugees are forced to flee, not because they want to flee, but because they face persecution. And most of them, whenever they have the opportunity, would like to go back to their home country to develop, to help the country develop economically, democratically, and also culturally. Another second story is about Uganda. We've got refugees from Zaire and refugees from Sudan. Most of them come from rural areas. What the Ugandan government did, and it's not one of the richest countries, was to provide them an opportunity when they arrived by giving them pieces of land. Because most of them were always from the rural areas, and by giving them these pieces of land, they are able to restart the life they used to have before. They are able to work hard, grow crops for their families, and also sell some of the crops to send their children to school whenever necessary. So it's very important when you talk about integration, it's not about rights. No one is questioning the rights that the people have. It's the access to the right. It's the possibility to have an equal opportunity to restart your life. That extra push that people need to be able to restart the rich lives they had, the possibility to learn the language, the possibility to be able to go to hospital if you need treatment, the possibility to get a pension if you are forced to flee when you're already retired. So when you talk about integration, it should be in three phases. The possibility to integrate or coexist, as I like to use it, by providing equal opportunities to access the rights. The possibility to voluntarily return to your country of origin when the opportunity is there, as I shared you my personal story, and the possibility as well to resettle those who might have been given protection in another country, but they still face danger. And I'm happy to say that all these are happening in Slovenia with a couple of challenges. It's a question of discussion to see how we can support the government to ensure that it provides the best that it can. Slovenia will soon and shortly be restarting a resettlement program. It's a small program, but it's a pilot project. And it's also a process to see how the government, the civil society, as well as the international organization can coordinate and cooperate to ensure that the people coming to Slovenia access the best possible facilities. So it's very important when we assess what happened previously, it shouldn't be what the government should have done better. It's what should we have done better. We see it in three sectors. There is the civil society, there is the government, and there are the international organizations. All of us should have a responsibility on our own to say that without the other, what can we do to provide the best support? And then the next step should be, as a union, as a team, what can we do, all of us, to complement each other to further strengthen protection? I think that's very important. And I hope that this is a beginning of discussions. For us, this is a very important week. It's on Monday we shall be celebrating the World Refugee Day. And the theme for this year is with refugees. And I've always been discussing with our public information person, with refugees does not just mean taking pictures with the refugees, being with them, giving them the equal opportunity to be like you, like me, and the others. Thank you very much. Lep pozdrav še z moje strani. Moje ime je Špela Majcene, sem predstavnica za stike z javnostjo pisarne Agencije Združenih narodov za begunce v Sloveniji in so me naprosili, da naredim en kratek povzetek tega, kar je dr. Redžalu povedal, čeprav verjamem, da velika večina od vas razumela, kaj je rekel, ampak za tiste, ki morda niste, poudaril je dobro delo v Sloveniji v času begunske in migrantske krize in opozoril, da je mogoče potrebno sedaj razmišljati tudi o tem, kako, če se to ponovno zgodi. Poudaril je vidik integracije kot dvosmernega ali pa celo trosmernega procesa in predstavil dve zgodbi iz Afrike, iz svojih lastnih izkušenj, s tem, da je želel poudariti, da so begunci dejansko tisti, ki so morali oditi od doma, ne zato, ker so želeli, ampak zato, ker so bili v to prisiljeni. Zato
je integracija pomembna predvsem v smislu, da se jim da enake možnosti, da ponovno začnejo svoje življenje. Hkrati je povedal, da bo UNHCR, se pravi naša agencija, še naprej podpirala slovensko vlado pri njihovih naporih za delo z begunci, ter pa upozoril, da je uspešno delo z begunci skupno delo tako vlade, kot tudi civilne družbe in pa mednarodnih agencij. V ponedeljek obeležujemo Svetovni dan begunca, vljudno vas vabimo v Ljubljano že ta vikend na ene par dogodkov, ki jih imamo v mestnem jedru. V ponedeljek zvečer bo tudi Ljubljanski grad osvetljen v modro barvo za ta namen. In tema letošnjega dne beguncev je With Refugees, z begunci, kar pa ne pomeni, tako kot je rekel dr. Redžalu, samo da se slikamo z begunci, ampak da dejansko živimo z njimi, da jim pomagamo in da jih imamo za enake nam. Najlepša hvala za priložnost za besedo. Hvala lepa obema gospodu za njegove izjave in seveda gospe tudi za prevod. Tako, mi pa začenjamo razpravo na prvem panelu današnje konference. Najprej gremo k tistemu, s čimer se je končal video. Torej, potrebujemo rešitve, to je nekako končna želja oziroma sporočilo, ki smo ga slišali. Ampak, če pogledamo malo nazaj, leta 2011 je samo v 2 mesecih na italijansko Lampeduso prišlo več kot 80.000 migrantov. Italija je takrat prosila za pomoč, a Evropa se je takrat večinoma ukvarjala s svojimi finančnimi težavami. Potem je 2 leti kasneje na poti tja potonila ladja s 500 potniki. Na njej so bili večinoma ljudje iz Somalije in Eritreje. Več kot par časopisnih člankov, takrat smo bili tam večinoma novinarji, ni bilo. Prišel je recimo papež takrat obiskat Lampeduso. Potem pa lani ta nepregledna množica ljudi na poti v obljubljeno deželo, predvsem Nemčijo, vmes pa veliko zmede pa nepripravljenosti. Pa torej prvo vprašanje za gospod Fajon, za gospoda Šefica in doktorja Grošlja. Ali bi, če bi Evropa na migracije in njihove vzroke reagirala že prej, lani jeseni vseeno gledali nam vsem znano sliko? Je bilo zavedanje situacije prepozno? Hvala lepa in lep pozdrav. Hvala tudi županu, da nas gosti tu. Zdaj, ja, Evropa se je odzvala precej neenotno, z neenotno skupno migracijsko politiko, z različnimi pogledi, kako reševati migrantsko in begunsko krizo. Dejansko se je izkazalo, da je bil pritisk v nekem določenem trenutku na zunanje meje prevelik in da so le nekatere države morale prevzeti odgovornost. Jaz bi rekla, da ko govorimo o begunski in migrantski krizi, da nikakor ni enega in enostavnega odgovora, kako reševati. Gre za nek celovit pristop, k kateremu se moramo lotevati, predvsem to, kar je bilo tudi omenjeno, na eni strani reševati vzrok, zakaj ljudje bežijo, vojne, pregon, revščine, se zavedati, da je Evropa celina migracij, da živimo v svetu globalizacije, ki se ne konča na naši zunanji meji in da so izzivi izjemni. Nikakor to zatišje danes, kot ga čutimo recimo v Sloveniji, ne pomeni, da se gibanje ljudi usporedno ne dogaja. Zdaj, kar smo doživeli v zadnjih mesecih, predvsem jaz lahko rečem, da je bila neka zelo resna preizkušnja za Evropsko unijo, ki je šla v zadnjih letih čez velike krize. Praktično nobene krize ni rešila, nezaupanje je bilo izjemno, ljudje, Evropejci so bili marsikdo na pragu revščine, velika brezposelnost in v taki situaciji, ko nastopi nova kriza, kot je bila begunska, migrantska, je bilo izjemno težko iskati skupne rešitve. Večina držav je padla na preizkušnji solidarnosti. Prelagali so breme, države so se začele zapirati vase, dejansko večkrat se je zgodilo, da smo imeli rešitev na mizi, predloge na mizi, voditelji so se morda sporazumeli, doma pa tega v resnici ne uresničili. Še vedno največji izziv ostaja premeščanje, preselitve po Evropi, ljudje, ki so že na evropskih tleh. Imamo, mislim, prišli bomo do dogovorov s Turčijo, do dogovorov z afriškimi državami in tako naprej, ampak da, preselitve, premeščanje, dokler vse evropske države ne bodo spoznale, da je to skupen izziv,
da ni problem držav za zunanjo mejo. Pravzaprav je to globalni izziv, ampak premeščanje se mora začeti, preselitve se morajo začeti. V Sloveniji smo slišali malo prej, da gre za pilotni projekt, začele so se stvari premikati, jaz upam, da bomo v tem nekako duhu nadaljevali, predvsem pa nekaj je izziv, največji šele prihaja, kako integrirati ljudi, ki so na evropskih tleh v našo družbo. Hvala lepa, gospa Fajon. Doktor Grošelj, če morda nadaljujeva z vami, torej, kaj je s to reakcijo, ki se je zgodila, je bila prepozna, napačna? Ja, pravzaprav, najprej lep pozdrav še v mojem imenu. Tisto, kar je Evropa doživela, je pravzaprav negativni učinek, kar je doživela oziroma doživlja, to je pravzaprav proces. Tukaj se ne smemo delati iluzije, da je to bil enkratni dogodek in da zdaj smo zaprli poglavje zgodovine. V bistvu se je ta proces šele začel, ta neznosen pritisk ali pa znosen pritisk, kakor hočete, migracijskih valov, ki zdaj prevzemajo svet in so del tega globalizacije. Se pravi, če imamo na eni strani globalizacijo storitev, blaga, kapitala, se imamo tudi globalizacijo migracije. In tudi prej, kar je bilo omenjeno, v preteklosti smo se soočali predvsem z migracijami znotraj kontinenta, znotraj med sosednjimi državami. Danes se soočamo z globalnimi migracijami in predvsem Evropa se bo tukaj morala začeti zavedati, da je pred enim zelo pomembnim izzivom. Dosedanja politika zadnjih 25 let, iskanje nekih parcialnih rešitev, pa na finančno krizo, pa na to krizo in ono krizo, bo potrebno se odločiti, kakšno pravzaprav Evropsko unijo želimo, katera vprašanja bojo države članice reševale globalno v okviru Evropske unije, ali bo to migracijsko vprašanje ali ne, ali bo to zunanja skupna in varnostna politika ali ne. In tukaj bo Evropa morala postaviti neka jasna stališča, in to do vseh, globalnih akterjev. Ker tisto, kar sedaj doživljamo, če pogledamo, kaj se je dogajalo predtem, dejansko prostor okoli Evrope, se pravi ta prostor nestabilnosti se približuje. Se pravi, z vsakim nekim posegom, ki se zgodi v neko bližnjo ali malce bolj daljno regijo, potem Evropa dobi neko, lahko pozitivno ali pa negativni učinek. In seveda, to je tisti ključni in glavni izziv in pa seveda znotraj Evrope bo treba definirati, in to bo zelo velik izziv, ni tako zelo enostavno reči, bomo imeli skupno varovanje zunanjih meja in bomo imeli obalno stražo in mejno stražo, pri tem nismo jasno definirali pravzaprav, kje so sploh zunanje meje. Kjera meja je tista zunanja meja Schengen ali tista, kjer so države članice Evropske unije, do kam pravzaprav sega Evropska unija. In pa tukaj bo ključni vprašanje, ki je pred nami, in to bo boleče vprašanje, in se ga politiki seveda veselo izogibajo, je to, da bo treba definirati odnose ne samo do bližnje soseščine, ampak do globalnih igralcev, se pravi Združenih držav Amerike, Rusije, Indije, Kitajske in še koga. Toliko za začetek. Bomo nadaljevali prav s tem, kar ste zdaj izpostavili že kmalu. Zdaj pa predajam besedo še gospodu Šeficu, torej na isto vprašanje, kaj je bilo s to reakcijo na eni strani evropsko in kako je potem to pravzaprav vplivalo tudi na slovensko pripravljenost. Takrat je bilo potem treba določene zadeve izpeljati izjemno hitro, ko so ljudje prihajali na mejo. Ja, mogoče samo toliko. Jaz mislim, da seveda Evropska unija ima in je imela sistem za, soočanje z podobnimi situacijami. In sistem je postavljen. Problem je v tem, da ta sistem ni bil prilagojen ali pa ni najbolj prilagojen tako množičnim migracijam, to je en zorni kot, in drugič, jaz mislim, da je odpovedal, torej nismo se držali tega sistema od, države, kjer je bil vstop v Evropsko unijo, pa seveda to, kar je tudi gospa poslanka omenila, zatajilo je to ta solidarnost, se pravi sistem pravzaprav nismo izvajali. In zaradi tega seveda so se določene države, smo se določene države znašle pod enim velikim pritiskom. In drugo, tudi nismo delovali v celoti usklajeno kot Evropska unija. Tukaj seveda, če bi, potem bi bilo bistveno drugače. Mi smo že v začetku leta 2015 zaznavali določene procese, ki so kazali na to, da bi se lahko seveda tudi v nekem trenutku te migracijski tokovi obrnili proti Sloveniji oziroma
proti tem delu Evrope, Evropske unije. In zato smo tudi začeli z določenimi pripravami, že v marcu leta 2015. Je pa res, da to pa moram reči, seveda, da nismo računali s tako velikim številom. To drži. In seveda, ko smo se pripravljali na morebitno povečano število prosilcev za mednarodno zaščito, seveda v tem procesu smo zaznali, seveda, da se lahko nam zgodi tudi bistveno, bom rekel, močnejše migracije, mi smo jim rekli spontane, množične, kakorkoli že, in seveda, ker ne bo cilj teh ljudi, da nekako ostanejo v Sloveniji ali v nekaterih tudi drugih državah, ampak da grejo, seveda gravitirajo proti tako imenovanim ciljnim državam. Zakaj? Zato, ker imajo tam svojo socialno omrežje, imajo svoje, bom rekel, torej svojce, znance, določeno nenazadnje tudi infrastrukture in to se je tudi potem pokazalo. Tako da smo usporedno peljali dva procesa in ta drugi je bil, bom rekel, smo ga začeli pripravljati tam konec junija, julija in seveda tudi za ta prvi migracijski val, ki je bil sicer neobsežen, šibek pravzaprav, zlasti v primerjavi potem s tistim drugim, seveda jaz lahko rečem, da smo bili pripravljeni. Ampak seveda pri tako velikem številu seveda prihaja tudi do težav. Ključna težava, ki se je pa pokazala, zlasti v tistih prvih 14 dneh, je bila žal, pa to ni noben izgovor za kakršnekoli tudi, bom rekel, pomanjkljivosti ali pa slabosti, je bilo to, bom rekel, slabo sodelovanje ali pa nesodelovanje z Republiko Hrvaško. Seveda popolnoma druga situacija je bila z Republiko Avstrijo in seveda šele kasneje po tem tako imenovanem mini vrhu in jaz mislim, da vendarle to sem že večkrat poudaril, bom tudi danes. V tem primeru je Evropska komisija reagirala hitro, nenavadno hitro, v nekaj dneh in to je dobro in se potem tudi sprožil en proces, ki se tudi danes teče, da so se te razmere zlasti na, bom rekel, ali pa ta dogovor s Hrvaško, da se je dosegla neka rešitev, ki je potem omogočala bistveno lažje obvladovanje celotne te migracijske situacije. Tako da eno, seveda smo se zavedali tega, smo se pripravljali, je pa res ta izjemno velika številka je zlasti v tistem prvem obdobju do neke mere nas vendarle presenetila. Morate vedeti, da mi smo imeli 13,000 migrantov na dan. Recimo, jaz dajem samo za primer, München je v tistem avgustovskem vikendu, petek, sobota, nedelja dobil 15,000 migrantov, pa so imeli izjemne težave. Mi smo v tistih dneh imeli tukaj na Dobovi, Brežicah preko 20,000 migrantov, pa smo nekako vendarle uspeli za vse poskrbeti. Seveda je bil pa res velik izziv to za vse, ki smo sodelovali pri tem. Hvala lepa, gospod Šefic. Pa bo še samo gospod Grošelj dodal par misli. Zelo kratka pripomba. Glejte, tukaj je tudi povedan srž problema pravzaprav zdaj bil. Evropska unija poskuša z mehanizmi 90-ih let reševati probleme sedanjosti. To enostavno ne gre. Poglejte, številke, o katerih govorimo, kažejo globino, bom rekel, globalnih sprememb. In mi ne moramo, kot Evropa, niti Slovenija, niti posamezne države, niti regije, se za tem globalnim izzivom soočati s temi mehanizmi. Schengen je en sistem okrepljenega sodelovanja, vemo, zakaj je nastal, zato ker Britanci niso hoteli not in potem smo iskali neke bližnjice. Zdaj v tem globalnem ureditvi, kakršna je, v tem preureditvi, enostavno Evropa rabi drugačne mehanizme in to je tisti ključen izziv, pred katerim Evropska unija je. Hvala. Hvala lepa. Ja, seveda, prav k tem rešitvam prehajamo potem v nadaljevanju debate. Zdaj pa k vam, gospod Žvab.
Torej, danes nekako na tisto, kar se je dogajalo lani jeseni, spominja prazen šotor, ki smo ga prej obiskali, ampak vi ste vendarle imeli eno obdobje, ko se je bilo treba na zelo človeški način, kar vam je tudi odlično uspelo, soočiti z enim velikim pritiskom ljudi, ki so čakali nekako v negotovosti, kdaj bodo lahko nadaljevali pot v Avstrijo, pa če morda samo na kratko delite z nami izkušnjo svoje občine. Hvala lepa, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Ja, tako kot so povedali, da so bili vsi presenečeni, smo bili mi tudi v lokalni skupnosti presenečeni nad tem, kaj se dogaja. Ko sem se zjutraj zbudil in sem šel v službo, sem se zazrl skozi okno in sem zagledal 1000 migrantov. Moje vprašanje je bilo, kaj se dogaja? Kaj je pripeljalo te ljudi tako daleč, da jih danes lahko gledam tukaj? Po tistem seveda sem obiskal tudi namestitveni center in meni se je vse premaknilo, se mi je vse skupaj. Ko sem to opazoval in moram povedati, da sem v tistem trenutku razmišljal samo to. Mi moramo hitro odreagirati, dobro komunicirati in dobro obveščati. In vse te stvari, ki sem jih zdaj povedal, smo skupaj, hvala Bogu, z ministrstvi, različni ministrstvi dobro skoordinirali z vsemi deležniki, ki so bili tukaj, tako da smo uspešno kljubovali tem migracijam. Seveda moje vodilo je bilo vsekakor, da prvo informirati občane in občanke, da ne bo nastala še večja panika, kajti to, kot sem prej povedal, na dan je prihajalo skoraj 10krat več prebivalcev, kot smo jih imeli tukaj v naselju in seveda mi smo se mogli s tem soočati. In jaz se na tem mestu zahvaljujem čisto vsem, ki smo v tej zgodbi bili. To je bilo plod enega dobrega sodelovanja s policijo, z vojsko, s humanitarnimi organizacijami, sploh pa za gospodom Šeficom smo bila skoraj vsaki drugi dan na telefonu in smo določene stvari koordinirali. Zdaj se lahko povemo, kako in kaj je potekalo. Tako da še enkrat hvala lepa vsem. Moram povedati to, da me je ta migrantska kriza zaznamovala je tudi Šentilj, ampak ne smemo se zapirati oči, da teh migrantov v prihodnosti ne bo. Migranti so navsezadnje v naši mejni občini, vsaki dan imamo dnevne migrante, emigrante, sedaj se seveda razmišljamo v to smer, da bi v lokalni skupnosti povečali sredstva, da bi vse te emigrante ali migrante integrirali v našo lokalno skupnost. Nekaj jih seveda imamo, nimamo jih veliko, ampak z sosednjimi občinami dobro sodelujemo in si skušamo te dobre prakse iz sosednje Avstrije prenašati tudi k nam. In prevčerajšnjem smo imeli ravno tudi eno okroglo mizo na to temo in se mi zdi, da je to zgled enega dobrega sodelovanja z avstrijskimi deželami oziroma občinami in pa hvala lepa še enkrat vsem skupaj. Tako da ni zastonj, da smo danes tukaj. Hvala lepa gospodu Klemnu tudi. Jaz sem hvaležen, da zdaj ene take negativne populacije, ki je bilo, privedemo to v eno pozitivno obliko, da lahko danes na glas pregovorimo tisto resničnost. Hvala. Pa bova še kar malo ostala pri vas. Zdaj, ko sem vas poslušala, pa že prej, ko smo stali tam v šotoru, imam občutek, da se vas je ta kriza res, tako kot ste že sami rekli, da se vas je dotaknila kot človeka, da se je dotaknila vaših občanov, se je nenazadnje res ste od blizu spremljali zgodbe teh ljudi. Pa me zanima, če greste nekako čez ta miselni proces ljudi, ki se zgodijo v eni občini, ko se soočijo z neko tragično zgodbo ljudi, ki prihajajo v bistvu brez vsega.
na drugi strani pa verjetno tudi z nekaj strahovi, kaj se dogaja, ko ti na vrata potrka tako velika množica. Kakšen je recimo danes v vaši občini odnos do beguncev, do migrantov, pa kako je to, če lahko še malo bolj razložite, zaznamovalo vas in kako to morda tudi vpliva na vaše vključevanje na državni ravni? Se dogajajo stvari, treba bo reševati to problematiko še dalje. Kako nekako nameravate te izkušnje vnaučiti še naprej? No, tako kot sem prej povedal, mi se soočamo vsaki dan s dnevnimi migracijami, kajti prehod okrog 2000 delavcev gre vsaki dan skozi Šentilj. In občina Šentilj je bila tudi v zgodovini zaznamovana z migracijami. To je bila balkanska pot, če lahko tako imenujem, ampak mogoče v eno drugo smer. In moram povedati, da mi smo že kar nekaj časa soočeni s temi integriranjem migrantov v naše okolje in moram priznati, da tukaj so šole tiste, ki dajo največji pomen te integracije teh imigrantov, ki jih imamo tukaj, da se soočijo, da jih naučijo osnovne vrednote, da jih vključuje v normalno življenje in mi se tega globoko zavedamo. Mi živimo s temi migracijami vsaki dan. Smo pripravljeni in jaz kot župan se tudi zavedam, da bo treba v prihodnosti posvojiti še več pozornosti in še več sredstev. Ne smemo si zapirati zdaj oči, da tega ne bo več. Moram pa povedati, da so občani in občanke Šentilja v tej dobi izredno bili po eni strani, lahko rečem, naklonjeni in niso povzročili nobenih težav. Težava je bila edina tisto, kar je politika razmišljala v neko napačno problem in iskala probleme tam, ki jih ni bilo in smo se mogli kar tretjino časa ali pa več časa posvečati temu, kar je bilo nepotrebno. To seveda se gospod Šefic tudi spominja, ker smo ravno tu sedeli neki izrednih sejah in tako dalje in svoje moči trošili, kaj bi lahko mogoče na kakšen drugi način. Tako da občani, občanke danes to sprejemajo v naši občini čisto normalno, dobra informiranost pa veliko pomeni. Hvala lepa, gospod Žvab. Gospod Poglajen, k vam pa niso begunci in migranti potrkali na domača vrata ali na vrata vaše občine. Vi ste spakirali kovčke skupaj s svojim partnerjem in odšli na pomoč. Torej, če nam lahko morda razložite, kako razmišlja človek, ki to stori, kako v bistvu osebno doživlja krizo, še preden jo spozna od blizu in kako se potem sooči z izzivi, ki ga čakajo na samem kraju dogajanja. Lep pozdrav sem. No, vaša navedba ni čisto točna. Migranti so, oziroma begunci so v drugem valu potrkali, oziroma v prvem tudi na najn dom. Jaz sem namreč živel v Brežicah. Tako da smo nekako abonirana na begunsko krizo. Najno prvo poglavje se je začelo na otoku Lesbosu in to lani avgusta, kjer so šla kot vsak normalen par na počitnice. Spotaknila sva se ob begunsko krizo, ki bi v mirne volji lahko ta kamen tudi preskočila. Ker begunci niso motili življenja na tem grškem otoku. Pa nisva. Odločila sva se, da bova pomagala po svojih močih, koliko bilo tole možno. Takrat morate vedeti, na tistem majhnem mestu na otoku je bila midva, jaz kot zobozdravnik, David kot veterinar in še ena medicinska sestra iz Danske, edino zdravstveno osebje. Dnevno prihajalo 250 pa tudi do 800 beguncev na dan, ki so potrebovali to osnovno zdravstveno oskrbo, ki smo jim mi pa vendarle lahko nudili. Ti ljudje so bili premraženi, prestrašeni, čeprav gre samo za 6-kilometrsko pot po morju iz Turčije na ta grški otok, kljub temu gre za zelo nevarno pot, za katero so begunci odšteli precej denarja, od 1000 do 3000 evrov na osebo. Vsekakor pomoč je bila potrebna, mi da smo pa imela to priložnost, možnost in dolžnost, da sva pomagala.
Hvala lepa. Konkretno, kako sta pomagala, pa tudi vsi vaši pozivi v domovino, ki so bili vsaj na začetku zelo dobro sprejeti, k temu se še vrneva v nadaljevanju. Zdaj pa, gospod Bračun, k vam. Vi pa ste predstavnik Mariborske Karitas, tudi kolega iz Rdečega križa, torej kot že rečeno, se nam je želel pridružiti, žal ga ni, pa bom nekako vam predala besedo, da poveste, kako ste se humanitarne organizacije soočale takrat s tistim navalom, pa jaz verjamem, da vaše delo tudi zdaj ni končano. Tako da prosim, če z nami delite to svojo izkušnjo. Hvala lepa za besedo, lepo zdrav. Ja, Karitas je tako kot vsi drugi zasledovala družbena dogajanja doma in tudi širše in mi smo že marca nekako postavili temelj in delovno skupino, ki je začela bolj intenzivno spremljati dogajanja, kar se tiče migracije. In v tem kontekstu smo potem tudi skušali z raznimi študijskimi obiski v Srbiji in pa predvsem ob že veliki migraciji v Avstriji na Dunaju videti, kako in na kakšen način se sploh odzvati. Kar se tiče čisto našega lokalnega okolja, tukaj na Štajerskem je bilo čisto samo po sebi umevno, da sami za sebe ne moremo nič in tukaj nas je lepo vodila civilna zaščita preko načelnice Ivane na tem mariborskem področju in pa v Gruškovju ter Središču v Dravi preko izpostave na Ptuju. Prvi val, bili smo obveščeni in zaprošeni za prvo humanitarno pomoč, to se pravi pomoč v oblačilih in pa v prehrani. Mi smo na slovenski ravni preko nacionalne Karitas že rezervirali določena sredstva in si pripravili tudi določena prav konkretno prehranske artikle, za katere smo nekako sklepali, da bi bili kulturno primerni. Veliko smo se ukvarjali s tem vprašanjem. In v septembru zjutraj klic imamo nameščene begunce v Mariboru na Teznu in pa v Črnem lesu. Seveda smo lahko odgovorili pozitivno in odšli pomagati oziroma zgolj dostaviti pomoč, kajti pomoč je takrat razdeljevala policija. Šlo je za čisti policijski postopek, kar smo skušali razumeti. Popoldan smo bili obveščeni, da so begunci odšli iz Tezna in Črnega lesa in da se zadržujejo na mejnem prehodu v Šentilju. Takoj smo odreagirali, kajti veste, 20 km peš iz Maribora in pa iz Črnega lesa ni tako malo in smo poslali našo mobilno ekipo z tistimi najosnovnejšimi življenjskimi potrebščinami. To je bil prvi val. Vedno smo bili povezani z našimi kolegi na celjskem področju, kajti veste, da so tam prihajali večinoma migranti, vstopali v državo, tukaj je bil pa izstop. Mogoče čisto tak intermezzo, mislim, da je naša naloga ob izstopu mogoče bila malo lažja, kajti imeli smo en prostor, vstop v državo je bil pa v tistem delu dokaj razpršen. Zato je naše delo tukaj bilo mogoče malo bolj, bom rekel, lažje. Vendar, kljub temu, če ne bi poznali drug drugega, vodstvo civilne zaščite, poznalo Rdeči križ in Karitas in točno vedlo, kaj lahko Karitas ali pa Rdeči križ zagotovi in v čem se lahko naslonimo drug na drugega, mislim, da bi bilo zelo težko. Spomnite se leta 2012 poplav, takrat smo skupaj ob elementarni nesreči kar dobro odgovorili in te dobre izkušnje in pa kasnejše analize in pa medsebojni sestanki so nekako narekovali, da zgolj ob sodelovanju bomo lahko odgovorili na tako veliko krizo. September, oktober, čas priprave šotorišča v Šentilju, skupni sestanki, koordinacije, dobre prakse, ki smo jih videli od zunaj, so pripeljale do tega, da smo bili na ta dan, ko so prvi begunci prišli, po naši oceni zelo dobro pripravljeni. Vendar
množica je bila zelo velika in nikoli ne bom pozabil prvega sestanka ob prihodu beguncev, kaj pa zdaj. Mi smo bili, veste, elementarna nesreča, si navajen prostovoljce aktivirati, pridajo zjutraj in grejo. Tukaj smo se pa mogli dogovoriti, da bomo dežurali 24 ur, 7 dni v tednu. In to prostovoljci na začetku večinoma, razen sestava policije, takrat še ne toliko vojske, predvsem pa prostovoljci. Res je, da se je potem začela tudi vključevati tudi filantropija v tem našem delu. In takoj smo sklenili, hrana se bo delila 3-krat na dan. Zjutraj ob 7 zajtrk, ob 1 kosilo, zvečer ob 7 večerja. Si predstavljate, da smo delili prvi dan večerjo od 7 zvečer, končali smo ob 6:30 zjutraj. Ljudje so prihajali z avtobusi, gospod Štefic ve, on je spremljal to in tudi drugi. Izmučeni totalno, vendar v nas neko zadovoljstvo, da smo bili v službi človeka takrat, nismo se ukvarjali z varnostnimi vprašanji, zato so bili postavljeni drugi, vendar smo vedeli, da je potrebno človeku pomagati, ki je pred nami. V drugem delu je bilo zelo pomembno, da smo bili v samem namestitvenem centru enotni. Tisto, kar smo se zjutraj na koordinaciji, vsak dan je bila ob 7 zjutraj koordinacija, se dogovorili, tisto je bilo potrebno narediti in spoštovati. V začetni fazi je bilo veliko, oziroma kar nekaj problemov, veste, ta čut človeka, da bi rad pomagal, je včasih presegal neko zdravo mero in prešel v aktivizem. Pri nas se je pojavljal tudi problem prehoda v Avstrijo, kajte veste, šotorišče je malo odmaknjeno od meje. In v tem delu so se pojavljali različni interesi, pritisk medijev, češ da niso oskrbljeni, da nimajo hrane, vendar tisti, ki je želel, je vsak lahko dobil. Ampak določeni aktivisti so pač naredili, kar so želeli, samo promocije je tudi bilo kar nekaj, vendar smo takoj zastavili in rekli, ne, po tej poti ne moremo iti, kajti ogrožali so sebe in pa tudi vse druge, ki so bili noter v namestitvenem centru. Samo ena stvar še, mislim, da je bilo to 3. dan ali 4. V namestitvenem centru je bilo 12,000 ljudi, vi ste to omenili že, nepredstavljivo. Vrenje, ljudje so želeli naprej, ni bilo pravih informacij in tisti dan je bilo kar hudo v namestitvenem centru in smo morali biti zelo enotni, da smo oskrbeli vse z primerno pomočjo in pa tudi na nek človeški način odgovorili. Vsa čast policiji, ker nas je, veste, vsak dan je bilo tam okoli na izmeno, na 3 izmene smo delali, okoli 60 do 70 prostovoljcev, poleg civilne zaščite, policije in pa vojske. Tisti, ki smo delali, ki smo bili res vključeni v namestitveni center, nam je bilo nerazumljivo, zakaj niso v državnih vrhovih ali pa nekateri niso želeli vključitev vojske. Ko je prišla vojska, je delo bilo čisto drugače, bolj mirno, razporejeno in v tem delu mislim, da smo odigrali kar pomembno vlogo. Hvala lepa. Mislim, da smo zelo detaljno in dobro pokrili tisto, kar se je dogajalo takrat na vrhuncu tega migrantskega vala, ampak žal, kot je povedal že dr. Grošelj, mi tukaj danes nismo zato, da obujamo spomine na nek dogodek, ki se je zgodil, ampak je dejstvo, da se te migracije dogajajo, da smo v bistvu pred zelo velikim izzivom. Pa torej vprašanje za dr. Grošlja, za gospod Fajon in za gospoda Šefica. Torej, tale situacija danes je relativno mirno, naj nikogar ne zavede. Videli smo prej številke, dnevni prihodi na obale Evrope se še naprej dogajajo.
pa obstajajo tudi nekatere zelo visoke številke, koliko ljudi bi se naj pravzaprav še pripravljalo na prehode. Pa me zanima, če lahko morda nekoliko dr. Grošelj najprej v kontekst postaviva, kaj se pravzaprav dogaja v državah, odkoder prihajajo begunci in migranti in kakšne so vaše nekako dolgoročne napovedi glede številčnosti teh migracij. To je zelo nehvaležno govoriti v bistvu, koliko ljudi. Lahko rečemo od milijona pa do nekaj 10 milijonov. Gotovo je, da področje Bližnjega vzhoda z nadaljnjo destabilizacijo oziroma nekim brezupnim položajem, ki se je tam vzpostavil, bo eden ključnih generatorjev teh migracij in pritiska na, bom rekel, zunanje meje Evrope, predvsem na ta južni del oziroma tako famozno južno krilo. Vprašanje v prihodnjih mesecih, letih, predvsem mesecih je, kakšne bo razmere v Libiji in pa v Turčiji. Ne? Turčija trenutno je neke vrste protipoplavni zaščitni zid, ki zadržuje te nove valove. Če bo prišlo do izbruha državljanske vojne oziroma obsežne destabilizacije Turčije, ki je možna v prihodnjih mesecih in širitvijo te sirijske krize, bo se zopet ta pot odprla in bomo pred podobnimi izzivi in takrat bomo dejansko videli, koliko je Evropska unija pripravljena na nove izzive. Drugo vprašanje, ki je tu pomembno, je seveda vprašanje stabilnosti Severne Afrike. Tu sta dve državi, ki sta izredno ranljivi v tem trenutku. Sicer Libija že sodi med tako imenovane propade držav oziroma failed states. Drug veliki izziv oziroma druga dva velika izziva, ki sta pred nami, eden je Egipt in pa seveda Alžirija. Alžirija je nekako pozabljena zgodba. Če Alžirija, rečem tako, pogojno pade in Egipt, potem imamo v bistvu celotno področje Severne Afrike, ki nekako sega do Turčije, popolnoma odprto. Vsi tisti migracijski pritiski iz Afrike, ki se že koncentrirajo in kjer je pač tudi posledica tega, da pač mi moramo razumeti države, ki imajo visoko nataliteto, tudi s tem rešujejo svoje notranje politične probleme in izvažajo ljudi. Tudi to se je v Evropi dogajalo svoj čas. Torej, izzivi pred nami so zelo veliki. Jaz se bojim, da Evropska unija se trenutno preveč ukvarja s svojimi notrnjimi, ne toliko pomembnimi vprašanji. Treba se zavedati, da posamezne države, kot so Slovenija, tudi recimo Nemčija, ne morejo tega, bom rekel, se s tem soočati. Recimo pogledamo čisto samo številke. Nemčija 10-20 let nazaj v svetovnem gospodarstvu predstavlja 6%, danes predstavlja 4%. Torej, Evropa enostavno je obsojena neka vrsta sodelovanja na tem področju in tukaj neizogibna. In jaz mislim, da druge rešitve kot evropska tega problema enostavno ni. Slovenija sama ne more, tudi če bi mi tisto, kar se je takrat govorilo, hermetično zaprli meje, hermetičnega zaprtja meja ne bo. Se pravi, tukaj bo treba vzpostaviti nek sistem, ne zdaj tega klasičnega vojaškega poseganja v te države, ampak neke res premišljene, ciljne, razvojne pomoči in tako naprej. Se pravi, to je zelo premišljena strategija, ki bo na eni strani omejevala, pa hkrati dajala priložnosti. Gospa Fajon, izvolite. Ja, včeraj sem prebrala poročilo Združenih narodov z novimi ocenami, koliko, to se malce navezujem, seveda je težko govoriti, ampak njihova predvidevanja so naslednje leto dober 1 milijon beguncev, ki bi iskalo novo priložnost nekje drugje. Na prvem mestu 40% približno Sirijcev, sledijo Afganistanci, Pakistanci, Kongo. Se pa strinjam, to, kar je bilo omenjeno, Egipt, če Egipt pade ali Alžirija, so te številke lahko neprimerno večje. Torej, izzivi so izjemni. Jaz bi rekla, da prav zato, da zdaj v Egejskem morju, slišali smo tudi, se je nekako ustavilo to umiranje po dogovoru s Turčijo. Dogovor s Turčijo odpira veliko, bi rekla jaz, nemira, ker kot tak ne postavlja v ospredje nekega humanitarnega sodelovanja z begunci. Veliko je nejasnosti, koliko je tu koncesij Turčiji, odprava vizumskega režima, koliko je Turčija kot taka stabilna država. Omenjeno je bilo, jaz mislim, pred kratkim sem bila v Turčiji na meji s Sirijo, izjemno destabilna država je. Če gledamo od kršitev človekovih pravic, zatiranja svobode medijev, notranjih konfliktov, vse več razseljenih Turkov zaradi novih spopadov. Država je v težki situaciji, skoraj 3 milijone Sirijcev ima na svojih tleh, od tega 90% približno živi na cestah.
Koliko bo zadostovala finančna pomoč Turčiji, je vprašanje, ampak ta trenutek ta Egejska pot nekoliko miruje tudi zaradi hotspotov, ki smo jih vzpostavili na 5 grških otokih. Prav tako, če omenim nejasnosti oziroma težave, ki jih imamo, hotspoti so danes centri, ki jih tudi jaz večkrat kritiziram, bila sem na Lesbosu, dejansko delujejo kot neki priporni centri, kjer ni človekoljubnih organizacij, kjer ljudje, ki pridejo tja, nimajo možnosti zaprositi za azil, dobiti svetovanje, praktično se jih zelo hitro, brez posebne individualne presoje, vrača na turška tla, ki pa so zdaj naj bi bila varna, tudi to je novo vprašanje. Skratka, izzivi so izjemni, če omenim, samo zato odpira se ta nova sredozemska pot. Na italijansko obalo prihajajo novi ljudje, zato je tudi Renzi pred časom predlagal nov program Compact, o katerem smo pred kratkim govorili v Evropskem parlamentu. Komisija ga je nekako posvojila, gre pa za sodelovanje s partnerskimi afriškimi državami, veliko več finančne pomoči za pomoč tam, za razvoj, da ljudje ne bi odhajali, ampak tudi tu je slišati kritike, ali je to nov dogovor več ob turškem, da se samo namenja denar, prepušča problem tja, zapira vrata Evrope, ali to dejansko usporedno pomeni tudi iskreno vzpostavljanje varnih in pravnih poti na evropska tla za ljudi, ki morajo bežati zaradi revščine ali pregona. Skratka, Evropa v tem trenutku težko naslavlja te velike probleme, ker je notranje precej načeta, zato je toliko teže govoriti z enim glasom oziroma je praktično nemogoče. Gospa Fajon, pa bom, preden predam besedo gospodu Šeficu, čisto na kratko ostala pri vas. V bistvu oba sta poudarila, vprašanje je, kako neka trdna barijera je Turčija, kaj se dogaja na tej relaciji. Pa se Evropski parlament pripravlja tudi na scenarij, da ta turška nekako barijera pade. Kaj se zgodi potem? Smo pripravljeni na to? Ne bi si upala trditi, da smo pripravljeni na to. Išče se marsikatere rešitve. Išče se prekinitev, premirje, ustavitev vojne v Siriji, ampak kot pravim, to so izzivi ne samo Evropske unije, to so globalni izzivi. Tako da kakšen bi bil scenarij, da Turčija ni več stabilna država, si ne znamo v tem trenutku predstavljati. Ljudje bodo vedno iskali poti, da pridejo na varna tla v Evropo. Zdaj Evropska unija pa po drugi strani, kakor jo doživljamo danes, tudi približno ni več takšna, kot je bila, tudi približno ni neke solidarnosti in jaz sama pri svojem delu se praktično tedensko ukvarjam z vsemi zakonodajami, ki so na mizi od evropske varne meje, ampak dobiš občutek, da dejansko se zelo veliko angažiramo, kako narediti varnost, okrepiti zunanje meje, pregledovati vse ljudi, po drugi strani pa zelo malo namenjamo prostora in mesta temu, kako ravnati z ljudmi, ki bežijo in ki pridejo na evropska tla. Tako da sodelovanje s Turčijo je gotovo ključno in Turčija je strateška partnerica v Evropi, ampak ne na račun, da bomo zato sprejemali politične odločitve, kot je dati državi odpravo vizumov, če ta preprosto ne izpolnjuje pogojev. Tu Evropska unija lahko izgubi v kratkem času zelo veliko verodostojnosti. Hvala lepa, gospa Fajon. Zdaj pa res k vam, gospod Šefic, še vaša ocena trenutnih migracijskih izzivov, pa tudi vaš pogled na tole turško situacijo. Izvolite. Ja, hvala. Najprej je treba reči, da seveda te migracije in te migracijske poti so žive. Res je, da tudi ta zahodno-balkanska migracijska pot nekako ni več tako intenzivna. Ne govorimo o tako izjemno velikih številkah, vendar moramo vedeti, da po različnih variantah te poti vendarle dnevno potuje še po nekaj 100 oseb. Večinoma seveda bodi si iz Turčije, Bolgarije, Srbije in potem proti Madžarski, nekaj preko drugih, bom rekel, teh variant. In glavna vstopna točka ta trenutek je seveda srbsko-madžarska meja. To je dejstvo in potem nadaljevanje proti Avstriji in tudi drugih državah. Skratka, migracije so tu. Res pa je, da je obseg bistveno manjši. In drugič, ta sredozemska pot
je zdaj, bom rekel, aktualna, živa že več let in zdaj se ponovno intenzivira. Obe poti sta z vidika Slovenije izjemno pomembni, obe vplivata na nas, tako ali drugače, in seveda vedeti moramo, da tudi ta trenutek se uživljajo v nekaterih predeljih tudi te torej ilegalne migracije, organizirani kriminal, ki poskuša seveda tudi tukaj, eno je zaslužek, pa tudi za trgovina z ljudmi in podobno. Mi ta trenutek sicer z vidika Slovenije imamo resnično relativno stabilno situacijo. V zadnjih mesecih od dne, ko so te, bom rekel, množične migracije nekako bile ustavljene, je število ilegalnih migrantov zelo majhno. Mislim, da je za tiste 3 mesece približno 97 ilegalnih migrantov smo zaznali. Vendar seveda vse te stvari se lahko čez noč radikalno spremenijo. Največje, sigurno to, kar je tudi poslanka Fajonova omenila, seveda je ta sporazum s Turčijo, to je ena neznanka, eno tveganje. Mi ne vemo, kaj se bo zgodilo, če bo seveda Turčija uresničila nekatere grožnje, ki smo jih slišali strani predsednika Erdogana. To je en vidik, drugo seveda je nevarnost okrepljenih teh ilegalnih migracij, odpiranja novih ilegalnih poti. Tukaj seveda ne morejo biti izvzete niti nekatere južne države, južne poti. Seveda to je en zorni kot in pa seveda, če bo Madžarska še uvajala nekatere dodatne ukrepe, obstaja varianta, da seveda se ta pot preko Hrvaške in seveda Slovenije ukrepi. Tisto, kar je novo ta trenutek in je bistvena razlika, s katero se lahko soočimo v prihodnosti, je to, da so seveda severne države, severnoevropske države, Avstrija, Nemčija, Švedska, Nizozemska in tako naprej, pravzaprav zaprle svoje meje. To pomeni, da seveda se bo ta regija, vključno Slovenijo, lahko soočila z nekoliko drugačnimi migracijami, ki se bodo tudi v enem delu končale ali pa saj začasno, oziroma bi bila lahko to zadrževanje na tem območju bistveno daljše, drugačno, kot smo imeli zdaj v tem tako imenovanem drugem migracijskem valu. Zato je izjemno pomembno in to tudi delamo dnevno, okrepiti sodelovanje v regiji, nekako spodbuditi zavest in zavedanje, da se je s temi migracijami potrebno soočati na organiziran način, ne tako, kot smo imeli situacijo v septembru, oktobru, ker edino na ta način bomo lahko, bom rekel, stvari more biti, če se to ponovi, obvladali. Tisto, kar se mi pa zdi ključnega pomena, kar je bilo že omenjeno, je pa to, seveda, da mora Evropska unija, se pravi, vsi moramo se jasno opredeliti, kaj želimo, oziroma kakšni so naši cilji v zvezi s temi migracijami, ki bodo trajale še v naslednjih letih. Čeprav migracije so ves čas, se to ni nekaj novega, ampak te intenzivne. Mi lahko pričakujemo in tudi kolegi po različnih evropskih državah seveda imajo različne ocene, ki so bolj ali manj optimistične, gre pa za velike številke, seveda mi moramo si postaviti jasne cilje, moramo opredeliti strategijo, kako se bomo s tem soočali in potem na podlagi tega sprejemati inštrumente, s katerimi bomo uravnavali, se uspešno, bom rekel, obvladovali te situacije, vključno z integracijo in tako naprej. Ta vrstni red je nujen, mi danes sprejemamo ukrepe, nimamo pa jasnih ciljev in strategije. In seveda potem tudi te ukrepi ne morejo imeti ustreznega učinka in rezultata. In kar se tiče Slovenije, seveda želimo ravno to izpostaviti in spodbuditi razpravo tako v regiji kot v okviru Evropske unije, zato je številne naše tudi aktivnosti v mednarodnem prostoru in drugo, seveda to isto narediti tudi v Sloveniji.
V Sloveniji se moramo zelo jasno dogovoriti, kako oziroma kaj želimo, kako se bomo soočali, na kakšen način, seveda potem sprejeti ustrezne ukrepe, ki jih ta trenutek seveda tudi načrtujemo. Preigravamo različne možne opcije za naslednje, bom rekel, krajše, srednjeročno in pa seveda tudi dolgoročno obdobje. Tako da seveda tudi tokrat, če bi se seveda zgodilo, ne bi bili nepripravljeni. Ja, gospod Šefic, mislim, da ste že kar sami pravzaprav do neke mere postavili naslednje vprašanje, ki bo v bistvu spet za isto trojico sogovornikov. Torej, izraženo je bilo, tele migracije so globalni problem, zaenkrat pa nekako se vendarle zdi, da je Evropa tista, ki tiči sredi tega problema. Ti ljudje prihajajo prvenstveno sem k nam. Pa vzpostavlja se tudi nekako občutek, da, ja, kot ste sami dejali, da gasimo samo požar, da se ne ukvarjamo z virom ognja. Nekako Evropski parlament, do zdaj vemo, bila je finančna pomoč, imamo hotspote, imamo neko obalno stražo, pa me zanima torej gospod Grošelj, gospa Fajon in pa gospod Šefic, pa glede na to, da ste začeli, lahko kar nadaljujete. Kje vi vidite izzive nekega globalnega odziva, kje sploh vidite možnost, da pridemo do nekega globalnega odziva na to migracijsko krizo, pa torej kakšni ukrepi bi morali temu slediti? Najprej, kar je treba povedati, seveda soočamo se tudi z neučinkovitostjo Organizacije Združenih narodov. To je eden ključnih seveda problemov. To je eno. Drugo, seveda, jaz se strinjam, da je treba, bom rekel, pomagati državam, ki se soočajo bodisi z varnostno krizo, varnostnimi krizami, z, bom rekel, podnebnimi spremembami in vsemi drugimi, bom rekel, dejavniki, ki vplivajo na, bom rekel, spodbujanje migracij. To je, bom rekel, ključnega pomena, se pravi reševati probleme, izvor problemov, potem pa seveda tisto, kar nekako ne moreš rešiti v teh okoljih, seveda, kot sem že prej rekel, imeti zelo jasen cilj, strategijo, kako boš to potem obvladoval. Težko bo, jaz verjamem, tudi Evropa sama rešila vse te probleme, ki so se nakopičili, vse te, bom rekel, obvladala, bom rekel, ta migracijski potencial, ki je še enkrat pravim zelo velik. Tudi, če se znotraj Evropske unije zelo jasno dogovorimo, verjamem, da sami tega v celoti ne bomo mogli obvladati. Seveda po drugi strani moramo pa tudi vse naše ukrepe dobro premisliti. Jaz sem prepričan, da smo z nekaterimi dobronamernimi akcijami, ki smo jih v preteklih letih vodili, seveda povzročili tudi zaradi ali pa nismo dovolj dobro načrtovali vse korake do konca, seveda zaradi tega tudi vzpodbudili določene, bom rekel, procese, ki so potem rezultirali v teh velikih migracijah. Govoriva o dobrodošlici, o teh pozivih? To je eno, ampak jaz sem bolj mislil seveda tudi na posamezna krizna žarišča, seveda določene, rekel, intervencije v posameznih državah, seveda, če že, potem morajo biti, kot sem rekel, do konca premišljene, tudi vedeti, kaj je alternativa, kako to alternativo vzpostaviti in jo narediti učinkovito. Ker če tega ni, pride seveda do razpada sistemov in razpad sistema seveda pripelje potem tudi do takšnih situacij. Hvala lepa. Gospod Grošelj, mislim, da imate dobro iztočnico. Hvala. Torej, tisto, kar je bilo omenjeno in je zelo pomembno, je paraliza OZN. Mi smo trenutno v situaciji, ko je Organizacija Združenih narodov v bistvu paralizirana. Varnostni svet ne odloča predvsem primarno zaradi napetosti med tremi ključnimi igralci, se pravi med
Rusijo, ZDA in pa Kitajsko, in dokler bo ta situacija, te paralize, ki je pa posledica tega globalnih sprememb v razmerju moči, pač tukaj na OZN pravzaprav ne moramo računati. To je real politično dejstvo. Drugo pomembno, kar bo morala Evropska unija oziroma Evropske države rešiti pri sebi, je v bistvu, jaz temu rečem, vprašanje notranje konsolidacije, torej solenje držav članic Evropske unije. Recimo libijska zgodba je tak tipičen primer, ki se ga, oziroma avantura, v katere se recimo Evropska unija v prihodnosti pa Evropske države ne bi več privoščile, in tukaj bi rekel ta proces notranje konsolidacije, čeprav politično recimo ta Brexit je nekaj nepredstavljivega, grozljivega in strašnega, v bistvu tudi če se ta Brexit zgodi mogoče za notranjo konsolidacijo celotne Evropske, postanka Evropske unije, ni nujno, da bo to slabo, ne? Mogoče da bo nekatera vprašanja pa vendarle potem malce bolj razčistila. Zdaj tisto naslednje vprašanje, ki je pa pomembno, je pa seveda, ali bo Evropska unija kot taka, če se bo pač uspela notranje konsolidirati, ali bo pripravljena na tako imenovana posredovanja v te nestabilne dele sveta. Ampak zdaj ta nestabilne te posredovanja seveda sabo nosijo na veliko tveganje, ko počneš posredovati, lahko nosiš seboj stabilnost ali pa nestabilnost in odprlo se bo mnogo pomembnih vprašanj, ki jih Evropska unija do sedaj recimo nekako zanemarila. Kakšne so te vrste posredovanj, kje se bo to posredovalo, kako se bo ljudi dejansko poskušalo zadržati na v bistvu cilj Evropske unije, in to je realno, mora biti, da čim večji možni delež ljudi, ki želijo proti Evropski uniji oziroma proti Evropi, poskuša z različnimi ukrepi zadržati tam, kjer so. Se pravi, in tukaj jaz mislim, da je ključno, in Evropska unija tukaj ne sme pasti v neko past nekega neoimperializma in teh ambicij, samo tega brutalnega vojaškega posredovanja, ampak bi morala slediti tem sodobnim konceptom pametnega posredovanja, kjer dejansko deluješ z vsem naborom različnih ukrepov, pa seveda in pa to je pa zelo pomembno, in to pozabljamo na Zahodu, brez zelo pomembnih ideoloških navlak. Se pravi, ideološke navlake, kot so posredovanje bila v Iraku, zaradi nekih neoliberalno-neokonzervativnih idej o širjenju demokracije in tako naprej, to pač bomo morali preživeti. Teh iluzij bomo se pač morali opustiti, pomagati treba ljudem, da zmanjšamo vzroke v konkretnih posameznih državah za migracije, s katerimi se danes soočamo. Pri tem pa tudi še nekaj sprejeti, da v bistvu migracije kot take so nekaj, kar nas vedno spremlja. Če pogledamo najstarejšo knjigo na svetu, je v bistvu njen prvi del pravzaprav popis migracije, se pravi, migracije so vedno z nami, in pri tem se z njimi soočati na nek normalen človeški način. Hvala lepa, gospa Fajon, izvolite. Strinjam se, da Evropska unija ni več takšna, kot je bila vprašanje, kaj bo prinesel morebitni Brexit, ampak na vsak način danes vidimo, da imamo nekaj držav, lahko jih imenujemo koalicija voljnih, kakorkoli, ki so bolj aktivne, ko gre za premeščanje, preselitve, ko gre za iskanje skupnih evropskih rešitev v tej razmerah z begunci in migranti. In lahko se zgodi, da bo to tista nova Evropa okoli jedra teh držav, če se bo Evropa tako konsolidirala in šla po tej poti naprej. Na vsak način jaz mislim, da zdaj se ukvarjamo z Dublinsko reformo. Rada bi postavila, preden to omenim v kontekst, samo eno številko za razumevanje, kako se je Evropska unija spremenila. Mi smo govorili o skoraj 2,5 milijonu ljudi, ki je prišlo lani na evropska tla. Po drugi svetovni vojni podatek pravi, da je bilo v Nemčiji 12 milijonov beguncev. Pa se je Nemčija bila sposobna spopasti s tem. Torej številka za Evropo absolutno ni velika in je nekaj, kar bi lahko, če bi sistem deloval, če bi evropske države vse delovale, bilo zelo enostavno narediti. Mi se trudimo odpirati varne in pravne poti. Dejstvo pa je, da marsikatera država ne izkorišča danes mehanizma humanitarnega vizuma, da postavljamo sistem modre karte, da odpiramo poti za mlade raziskovalce, študente, da želimo narediti Evropo toliko privlačno oziroma toliko varno, da tisti, ki želijo priti tja po zakoniti poti, imajo možnost priti. Varnost na mejah je nekaj, ki jo krepimo,
ta Evropska zunanja obalna straža odpira dileme, kako to posega v suverenost držav, če država ne bo želela tega posredovanja, kako bo to v praksi izgledalo, si nihče točno ne želi predstavljati. Gradimo nov sistem, agencijo za azil iz trenutne službe EASO. Ideja Dublinske reforme, če bi bila dovolj ambiciozna, ampak trenutni predlog Evropske komisije, ki je na mizi, ni dovolj ambiciozen, pa bi bila, da vsak, ki pride na evropska tla, v nekem zbirnem registracijskem centru zaprosi za azil, dobi vse informacije in zaprosi za neke vrste evropski azil. Potem pa se ga po sistemu premeščanja premesti tja, kjer te zmogljivosti so. Skrb pri vsem tem je, da že danes začasni sistem premeščanja ne deluje tako, kot bi si želeli, in graditi tako ambiciozno reformo na dolgi rok, ko bi vzpostavili stalni mehanizem premeščanja, je velik izziv. Tako da na vsak način reševati izvor težav tam, kjer so, ne samo s tem, da dajemo veliko denarja, ker gre dostikrat ta denar nažalost tudi v napačne roke, ampak predvsem skušati iskati rešitve, da omejimo, naredimo zakonite migracije, da znamo upravljati z njimi, da znamo upravljati z varnostjo na zunanjih mejah, predvsem pa legalne in varne poti v Evropo. Hvala lepa. Gospod Poglajen, vi pa ste pri svojem delu oziroma aktivnostih naleteli na tisto, o čemer je bilo veliko govora, o tem migracijskem valu, na javno mnenje, ki se je potem nekako spremenilo. Vi ste v domovino takrat poslali en zelo pomemben poziv, stekla je akcija, zbralo se je veliko sredstev. Ko pa so migranti enkrat prišli k nam, je bila morda situacija nekoliko drugačna. Povejte, kako ste vi to doživeli in kje pa morda na tem področju vidite neke rešitve, ker v končni fazi javno mnenje še vedno ostaja takšno, kot pač je pri nas? Ja, javno mnenje je bilo avgusta izjemno na naši strani, če temu lahko tako rečem. To temu govori tudi podatek, da smo pod okriljem Adra Slovenija v samo v bistvu v enem dnevu zbrali za 4 letala pomoči, imeli pa smo na voljo samo eno. Tako da takrat je akcija izjemno stekla, ne samo zaradi naju in Adre, ampak tudi zaradi slovenske države, ki se je izredno dobro odzvala, predvsem zunanje in obrambno ministrstvo. Ja, kasneje se je javno mnenje ni se obrnilo, vendar ni bilo več toliko na tej strani. To si razlagamo predvsem s tem, ker morda Slovenci radi pomagamo nekje daleč stran, ko pa pride ta težava, ko pa pride ta težava domov, nismo več tako enotni, nismo več se počutimo morda bolj ogrožene. Ampak kljub temu je javno mnenje bilo še vedno pretežno naklonjeno beguncem. Bilo je tudi veliko sovražnega govora, povsod. Tudi sama smo bila tega kar deležna, čeprav smo po pravici povedano pričakovala še več kasneje. S tem smo se poprijemali, tako da jaz mislim, da predvsem, kot sem prej rekel, je mogoče vzrok to, da Slovenci radi pomagamo na daleč, na blizu pa nekoliko manj. Hvala lepa. Čas na tem panelu se nam v bistvu že nekako bliža koncu, pa dajmo se dotakniti še enega pomembnega vprašanja v zvezi z migracijami. Gospod Šefic, morda kar z vami. Precej zaskrbljenosti je zaradi varnostnih vidikov. Koliko so ti neki strahovi upravičeni, predvsem morda tudi slovenske glediščne točke, pa kaj se trenutno dogaja na tem področju? No, mi smo večkrat poudarjali in želeli seveda tudi izpostaviti, da pravzaprav v celotnem tem situaciji, teh 6 mesecih smo mi imeli, bom rekel, zelo malo, bom rekel, posameznih varnostnih dogodkov znotraj migracijskega vala in niti enega varnostnega dogodka, ki bi bil povezan, oziroma bi bili vpleteni migranti in, bom rekel, naše prebivalstvo. Tako da tu je seveda prvo odlično delo policije, seveda tudi kolegov iz Slovenske vojske, ampak tu je tudi zelo pomembno bilo odlična organizacija, tako bom rekel strani nevladnih organizacij, humanitarnih organizacij, seveda civilne zaščite občin in tako naprej. Skratka, to je pripeljalo do tega, da pravzaprav mi neposreden vpliv na varnost seveda te migracije niso imele. Sedaj posredno pa lahko, mi smo večkrat poudarjali, da so tudi migracije zlorabljene,
bodi si strani posameznih kriminalnih skupin, seveda lahko tudi poskušajo posamezne radikalne skupine, ekstremne skupine, tudi teroristične v te velike migracijske vale vključiti ali pa skozi te vale poslati posameznike z nekimi drugimi nameni, vendar zaradi sistema, ki je bil vzpostavljen, pravzaprav takšnih primerov zdaj nekaj malega jih za nazaj rekonstruiramo in preverjamo, vendar tu je Slovenija dobro upravlja delo. Marsikaj je bilo seveda tudi prepotencirano, je s tem upravljeno tudi zlorabljeno. Žal, to ni dobro, zato ker potem vzbuja to pri ljudeh zaskrbljenost in seveda to vsekakor ni dobro, to se odraža potem tudi pri samem delu. Seveda moramo biti tudi vedno malo samokritični. En del, ki smo ga mi pri tej celotni oceni, ki smo jo delali, zaznali, je seveda morda še intenzivnejše delo zlasti z mediji v lokalnem okolju, ima izjemno vpliv in tu morda tudi zaradi enostavno izjemne obremenjenosti vseh, ki smo bili vključeni, seveda morda nekoliko premalo pozornosti. To je eno področje, ki mu sedaj poskušamo namenjati več pozornosti tudi v tem času, predvsem pa, bom rekel, z učinkovitim delom celotnega sistema dokazovati seveda, da te varnostne razmere obvladujemo in seveda, da ta zaskrbljenost, vsaj kar se tiče Slovenije, pa tudi seveda ni ta trenutek na mestu. Tudi jaz moram res reči in izpostaviti odlično sodelovanje z kolegi iz različnih evropskih držav. Tu je za razliko od nekaterih drugih področij bilo pa sodelovanje res vrhunsko in je tudi danes izjemno dobro in seveda to mora tudi Evropejcem dajati nek, bom rekel, nek garancijo, seveda, da bomo poskušali poskrbeti za maksimalno varnost, seveda absolutne varnosti pa ni, vendar ne na račun tega, da bomo stigmatizirali, bom rekel, te ljudi, ki se res nahajajo v izjemno hudi situaciji. Hvala lepa. Gospa Fajon, eno čisto kratko vprašanje za vas, ko je ravno gospod Šefic to omenil, so migracije kdaj tudi zlorabljene za takšne in drugačne populistične namene, politične namene, karkoli. Kako skrbeti nas mora dejansko razraščanje teh pojavov in kaj v bistvu tudi v Evropskem parlamentu počnete nekako za zajezitev nekega širjenja sovraštva, nekih populističnih pojavov? Prav te dve besedi sem si zapisala, migracije zlorabljene, ker to dejansko se seveda dogaja. Največkrat se trudimo ne povezovati migracij kot varnostno tveganje. Mi smo v Sloveniji doživeli varnostno tveganje dejansko obstaja, tako ali drugače, marsikaj se lahko zgodi, ampak same migracije zame niso varnostno tveganje. V Sloveniji smo pa ob začetku, ko se je zgodil tisti velik priliv ljudi, ustvarili strah med ljudmi, s tem, ko se je predvsem politika veliko ukvarjala zgolj z vprašanjem varnostnega tveganja, varnosti. In to v ljudeh vzbudi strah. In to vzbudi nestrpnost in sovraštvo. In s tem smo si naredili večji problem sami sebi. Jaz mislim, da v tem kontekstu seveda migracija, vsaka majhna stvar, so jo predvsem politiki zelo hitro zlorabili in ustvarili neko nestrpno ozračje med ljudmi, ki se pa seveda na takem prestrašijo. Te nacionalistične, bi rekla, ali populistične retorike so zelo nevarne in sovraštva je veliko, sovražnega govora. Marsikatere države so se odzvale tako, da so na spletnih stranih prepovedale komentarje in jaz mislim tudi pri nas, da je bilo to dobro. Kako se trudimo proti temu, predvsem se je treba pogovarjati. Tako kot s takimi dogodki, predvsem je treba razbijati tabuje, se pogovarjati o tem, kdo ti ljudje so pravzaprav. To je tisto, kar želijo ljudje izvedeti. Preden imamo vse predsodke, preden nas je strah,
se vprašati, kaj ti ljudje pričakujejo od nas in zato vsaka taka javna debata, vloga medijev je tu izjemno pomembna, komunikacijske strategije vlad so izjemno pomembne, vseh političnih akterjev, tako da so to pač skupni napori. Hvala lepa. V bistvu ste že dali prvo istočnico za naslednjo debato, v kateri bomo govorili prav o tem, kdo ti ljudje so in kako bomo živeli skupaj. Hvala lepa sogovornikom tega panela za sklepno besedo, pa bi vas prosila za čisto kratek komentar. Vsi ste se z migrantsko krizo srečali, vsak v svoji vlogi in jaz verjamem, da vsi lahko potegnete nek zaključek, kaj so tisti ukrepi, kar bi bilo treba storiti najprej, kaj je tisto, kar si želite, da Evropa in svet v zvezi s to migrantsko krizo razrešita čim prej. Pa morda, če začnemo kar z vami, gospod Poglajen, pa se bomo potem premaknili vse do gospoda Bračuna na koncu. Izvolite. Jaz bi to izkoristil, da bi rekel, da nas vse greje eno isto sonce in da smo vsi najemniki te iste zemlje, nismo lastniki. Tako da, če vzamemo človeka za enakovrednega, potem ni to več, kot je evropska poslanka rekla, to ni varnostno vprašanje, ampak je dobro sosedsko bolj. Bi pa še eno stvar rekel, bojim se, pa upam, da nimam prav, da smo s tem valom beguncev, z obema, ki še vedno traje, doživeli eno generalko. Ker verjamem, da begunske ali migracijske tokove generirajo tako vojne ali politična nestabilnost. Ampak pozabljamo pa na podnebne spremembe. Begunci se tam ne bodo šteli v 100 000, šteli se bodo v več 10 milijonov ali celo 100 milijonov. Ne? Kaj bomo takrat storili? Takrat bodo vsi ti ukrepi za manj, že zdaj so. Hvala lepa. Gospod Grošelj, izvolite. No, jaz mislim, da prvo, kar se bo treba izogniti v teh debatah, je prvič nepotrebnim čustvam in iracionalnim razpravam. To je dejstvo, s katerim se pač sodobni svet sooča, oziroma so dejstva, in rešitev nekako v tej klasični evropski tradiciji je vedno racionalna. Se pravi, oprimo se na razum in iščemo razumne in dejanske rešitve tega problema. Se strinjam do tiste mere, da delamo razumno, da vemo, kaj delamo. To pomeni, da tudi posprejemamo. Moj osebni šok je bil večkrat, ko sprejemamo neke odločitve in ko gremo na teren, kar marsikdo ne naredi, tam ugotovimo, koliko je dodatnih zapletov na tleh in kakšna je realnost. To so pa tiste človeške zgodbe in se mi zdi, da je dobro vedeti tudi to človeško plat, imeti pred sabo mogoče otroka ali pa družino, ki pride v bistvu z vojne v novo taborišče in tudi približno ne ve, kaj čaka in kje je tista prihodnost, dejansko za novo mejo. Poznati realnost, se jo zavedati. Jaz dostikrat rečem, da me je izjemno prizadela samo ena zgodba iz Idomenija pred kakim dobrim mesecem, ko so mi povedale družine, da trgovina z otroci in ženskami tako močno narašča, da je cena deklic že 20 €, dečkov pa 40 € in to je pa tista mogoče, ki ni samo modrostra, ampak tudi realnost. Imeti pred sabo, da so to ljudje, o katerih govorimo. Ja, jaz mislim, da pravzaprav sem že povedal, kaj se mi zdi ključno. Ključno je zelo jasno v naslednjem obdobju opredeliti cilje strategije in pa inštrumente, s katerim se bomo soočali s tem izzivom, ki je tukaj in mu ne bomo ušli. Seveda, samo s takim načinom bomo, lahko, torej ustrezno se soočali tudi z vidika, ki ga je poslanka omenila. Bi pa rekel sam še eno zadevo. Seveda ta varnostni element je pogosto bil tarča takšnih in drugačnih kritik, je pa treba vedeti, da zlasti, seveda zdaj govorim za Slovenijo, tam, kjer so bili te pritiski zelo močni, v zelo majhnih naseljih, seveda in na določenih območjih, ki smo jih seveda uspeli maksimalno omejiti, seveda so ljudje to doživljali drugače kot tisti, ki živimo tam, kjer teh migracij in teh situacij ni bilo. In z tega zornega kota moramo tudi razumeti nekatere, zaskrbljenosti in seveda tudi odgovornosti vlade, da to na ustrezen način obvlada.
Ja, jaz neminovno je ugotovitev, da z migracijami smo živeli, bomo živeli tudi prihodnje. Če pogledam jaz iz zornega kota lokalne skupnosti, veliko truda smo vložili v te migrantsko krizo, ampak zdaj ugotavljamo, da je dejansko več nas ne spremlja. Še večji izziv za lokalno skupnost bo prihodnje to, kako se bomo soočali s problemom teh migrantov in kako na kakšen način jih bomo integrirali v naše okolje, da bomo ohranili nivo in kvaliteto življenja v lokalni skupnosti. Kajti dokler grejo migranti samo mimo nas, se nas ne toliko dotaknejo. Mi imamo te primere že v naši šoli, imamo že nekaj izkušenj, imamo sodelovanje z avstrijsko stranjo, dobro sodelovanje in moram reči, da institucije, kot so šole, vrtci, dajejo osnovo vsem tiste moralne človeške vrednote, se naučijo, da se lahko lažje soočajo in spopadajo z realnim življenjem pri nas v okolju. Hvala. Hvala lepa, gospod Bračun, izvolite še vi na kratko. Dve vprašanji se mi postavljata. Ena je EU, vemo, da je starajoča družba. Ne znam si odgovoriti kontekst migracij ali pa povezati kontekst migracij in pa starajoča družba. Tu mislim, da si bo tudi mogla Evropa nekako naliti čistega vina. To smo mi vsi. In se tudi vprašati o svojih vrednotah, ki mislim, da so pa najpomembnejše. In ko si bomo na to znali odgovoriti,